Evo, pogledali si bomo še en primer za v bistvu, kako na podlagi nekega besedila naredimo neko krmiljenje za nek proces. In zdaj se pod komentar noter bom isto kopiral to besedilo. Zdaj besedilo pravi takole. Napravo za polnjenje lahko upravljamo iz dveh različnih lokacij. Loputa za doziranje se odpre ob aktiviranju enega od dveh ročnih tipkal. Induktivna senzorja E3 in E4 določata natančen položaj posode, kjer se polnjenje lahko izvede. Posoda je na mesto polnjenja, ko sta oba senzorja v logičnem stanju 1. V začetni legi je loputa zaprta, v primeru izpada električnega toka se mora loputa samodejno zapreti. Zdaj naša, v bistvu, ko dobite neko tako besedilo, je vedno najboljše si stvar najprej narisati. Zdaj, če še nimate narisano, če je stvar narisana, najboljše si potem z barvami to malo popraviti, tako da si lažje predstavljate, kaj je kje. Recimo v tem primeru vam bom za začetek narisal. Se pravi, imamo neko površino, kjer prihajajo recimo iz te strani posode. Tukaj spodaj imamo dva senzorja, eno se reče E3, eno se reče pa E4, to sta oba induktivna senzorja. Na neki drugi dolžini imamo tipko E1, na drugi dolžini imamo tipko E2 in to sta dve tipke za ročni vklop. Zdaj ta dva senzorja bosta zaznala, takrat bosta dala logično 1, ko bosta tukaj zaznala posodo. In takrat, ko ta dva senzorja oba zaznata posodo, takrat je prvi pogoj za polnjenje iz silosa izpolnjen. Zdaj tukaj vzgori imamo pa mi nek silos in ta silos, v bistvu ta silos tukaj, ko je, pa odpira neka loputa. In ta loputa je vezana na nek, v bistvu tukaj piše nek drsnik, neka loputa je vezana v bistvu na nek bat in ko gre bat ven pa not, se tukaj v bistvu ta loputa odpira. Zdaj, če še enkrat pogledamo naše besedilo. Besedilo piše, se pravi ta silos tukaj dol pritiska. Kdaj se bo zdaj začel silos tukaj nabirati? Silos se bo začel nabirati takrat, ko bo ta oba dva senzorja zaznala, da je oba dva senzorja zaznala posodo in takrat, ko bo ta ali ta tipka pritisnjena. Zdaj smo ugotovili, se pravi, malo bolj smo si ogledali, kako kaj besedilo govori, no. Zdaj pa v prvem delu, se pravi, v prvem delu naloga od nas zahteva, da narišemo funkcijsko tabelo delovanja. Zdaj funkcijski tabeli delovanja, v tej tabeli se tudi reče pravilnostna tabela, malo bolj znan izraz je pravilnostna tabela. Zdaj to pravilnostno tabelo naredimo na tak način. Se pravi E1, E3, E4, E2, to so naši vhodi. Recimo lahko tudi še preden začnemo delati to pravilnostno tabelo, si lahko naredimo en priredbeni seznam. In iz tega priredbenega seznama bomo točno videli, katera oznaka pomeni in kako v bistvu to oznako označimo mi v vezju. In recimo lahko rečemo oznaka, rečemo, da je to naša oznaka, potem bomo rekli input, output, se pravi, to pomeni, ali je to naš vhod ali je to naš izhod. Pol bomo pa še rekli, recimo, se pravi oznaka, input, output, pa še ime tega. Zdaj lahko bi to premešali, da bi bilo bolj zanimivo, ampak nima veze. Se pravi, prvi je E1, je input, priključimo ga na vhod krmilnika, to je tipka. Potem imamo E2, to je spet input, to je naša tipka 2. Pa imamo E3, senzor, induktivni. Senzor, tukaj pride spet input. Potem imamo še E4, spet input, spet senzor. In potem imamo še za izhod, bomo rekli, da je ta naša loputa recimo Q, bomo rekli Q output, recimo nek bat, hidraulični bat recimo, ali pa pneumatski, glede na to, da treba pol delati elektropneumatika, se pravi nek.
ko bo tukaj naredil ovlek izvlek. Zdaj, zakaj bi sploh ta dva koraka naredili? Se pravi, najprej iz besedila narišemo skico, da nam je lažje, potem si pa naredimo nek priredbeni seznam, da ko bomo gledali pravilnostno tabelo pa večjo diagram, bomo v bistvu imeli pred sabo vse te oznake, katera pomeni. Zdaj, če pogledamo naprej, se pravi, zdaj, če sledimo nalogi, kaj od nas naloga zahteva, v prvem primeru od nas zahteva narišite funkcijsko tabelo za delovanje. Zdaj, v funkcijski tabeli se tudi reče pravilnostna tabela, ker imamo 4 vhode, rečemo, da je to 2 na n, se pravi 2 na 4 je 2 krat 2 krat 2 krat 2 je to 16. In ugotovimo, da 16 pomeni, da mi imamo v bistvu v tabeli 16 različnih vrstic in vsaka vrstica pomeni kombinacijo med temi našimi vhodi, ko so tukaj napisani. In zdaj v bistvu, če bi imeli recimo 17 vrstic, pomeni, da se ena od teh kombinacij načeloma bi ponovila, če bi imeli pa eno premanj, bi pa ena od kombinacij manjkala. Zdaj, kako si to tabelo naredimo, se pravi, rečemo E1, E2, E3, E4 in pa na koncu rečemo naš izhodku. In naredimo, se pravi, tabelo. Zdaj tole je najboljš delati na nek papir, ko ima v bistvu črte. Sploh takole recimo koristiš s flomastrom. Ja. Ok, zdaj pa če narišemo še naprej, napišemo s 1, 2, 3, 4, 3, 4. Ok. Se pravi, zdaj smo naredili našo pravilnostno tabelo. Kaj zdaj ta pravilnostna tabela pomeni? Zdaj lahko spet pogledamo recimo nazaj našo skico. Kaj zdaj ta pravilnostna tabela tukaj pomeni? Pomeni, da sta, se pravi, 3 pa 4 sta induktivna senzorja, se pravi, ta dva sta induktivna senzorja. In prvi pogoj v besedilu je bil ta, da morata biti ta dva induktivna senzorja sklenjena, da bo sploh naprej se lahko polnila. Se pravi, kdaj, v katerih primerih tukaj ta dva senzorja zaznata v tem pogoju tukaj, pa kje še potem, se pravi, pa tukaj zaznata, pa v bistvu tukaj spodaj zaznata. Zdaj, če gremo gledati naprej, smo ugotovili, da v vseh treh stanjih sta ta dva senzorja nekaj zaznala. In v besedilu bil pogoj, se pravi, ta dva senzorja, ko bosta zaznala, mora tudi biti stikalo eno vklopljeno. In zdaj v tem primeru vidimo, posoda je zaznana, ampak dobeno stikalo ni vklopljeno, zato bomo rekli, da je to nič. V tem primeru tu bomo rekli, se pravi, senzorja sta zaznala posodo, stikalo 2 je pritisnjeno, enka, začne se lahko polnjenje. V tem primeru sta senzorja zaznala, stikalo 1 vklopljeno, lahko se začne polnjenje. In v tretjem primeru oba senzorja sta zaznala, oba stikala sta priklopljena, lahko se začne polnjenje. Ok, zdaj smo dobili našo pravilnostno tabelo. Zdaj v bistvu za nas so tukaj pomembna samo stanja, kjer so enke. Ostala stanja nas načeloma ne zanimajo. Razen, če bi bili xi pa v bistvu potem tisto bi tudi šteli. Potem naslednja stvar, ko hoče naloga od nas je, da narišemo funkcijsko enačbo in jo minimiziramo. Se pravi, ko bomo naredili funkcijsko enačbo, najprej moramo narediti večjo diagram. Ker je tukaj 16 različnih stanj, pomeni, da bomo delali tudi večjo diagram z 16 mesti. In zdaj rečemo, da je tukaj gor E1, E2, E3, E4. Zdaj, kako pridemo, v bistvu, za nas ta izhod kuna zanima. Kako mi iz tega izhoda, iz teh enk, pridemo tukaj noter, je več različnih načinov. Recimo, meni osebno najboljši način ta, da naredimo to tako, da rečemo, da je tukaj alfa
In pol napišemo 0, 1, 2, 3, 4. In zdaj mi tukaj isto v večji diagram napišemo te številke. Zdaj recimo, ko pišemo v večji diagram te številke, moramo vedeti samo to, da je ta večji diagram sestavljen iz 4 kvadratov. In začnemo vedno desno spodaj. Naredimo tu 0, 4, 8, 12. In potem lahko mi v bistvu ta večji diagram naredimo na tak način, da rečemo, da moramo priti od 0 do 15. In vedno, ko prvo cifro napišemo, gremo gor ali pa dol in kar ostane možnost po diagonali. Se pravi, 0 je prva številka, gremo gor. 1, 2, 3. 4, lahko gremo sam dol. 4, 5, 6, po diagonali 7. Potem imamo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. In kaj mi zdaj enko napišemo? Enko napišemo pri 7, pri 11, pa pri 15. In kako bomo zdaj iz tega naredili izpis minimizirane funkcije, rečemo q od e1, e2, e3, e4 je enako. In napišemo. Se pravi, kakaj je, recimo damo najprej te dve skupaj in rečemo, da je to e4 in e3 in e1. Ko končamo, gremo na novo kombinacijo in rečemo ali. Damo te dve skupaj in rečemo e2 in e4 in e3. Kaj še pol hoče naloga od nas? Naloga še od nas hoče, narišite elektropnevmatsko vezje z dvosmernim delovnim valjem. Ok, zdaj tole bo malo težje za narisati, ker je v bistvu s tem flomastrom malo težko tele ventile risati, ampak nekaj bomo probali narediti. Sem že parkrat probal to risati s flomastri, ampak ni prav prijetno. Skratka, v samem besedilu noter je bil en trik. Na koncu besedila je pisala v začetni legi je loputa zaprta. V primeru izpada električnega toka se mora loputa samodejno zapreti. Kaj zdaj to pomeni? Če imamo mi neko napetost gor, pa če je zmanjka, mora v bistvu se vrniti v prvotno stanje, se pravi, prvotno stanje je pa zaprto. Iz tega lahko sklepamo, da bi vzeli ventil tak. Se pravi, ventil piše že v besedilu, da moramo vzeti 5-2. Se pravi, to pomeni, da imamo 5 priključkov, pa v bistvu 2 različna stanja. In vzamemo ventil, ko ima v bistvu na eni strani položenje za elektropnevmatiko, se pravi, ko mi na eni strani impuls spustimo gor, se ta ventil aktivira. In je aktiviran toliko časa, dokler tukaj držimo vključen impuls. Ko bo impulza zmanjkalo, kaj se zgodi takrat? Tukaj na drugi strani je feder in dejansko feder vrne nazaj v prejšnjo pozicijo. Zdaj tukaj imamo začetek, se pravi, tule je zrak, izvor zraka. 3, 1, 5. Ok, zdaj če pogledamo, na eni strani ga električno vklopimo in je vklopljen toliko časa, dokler je tukaj impuls. Ko tukaj impulza ni več, ga fedra vrne nazaj. Zdaj, če pogledamo, piše, v bistvu ne piše, ampak uporabili bomo tukaj le dušilko. S tem določimo, koliko je v bistvu pretoka zraka tukaj čez.
Ok, to je za naša schema. Kako zdaj ta schema deluje? Se pravi, naša schema bo delovala na tak način. V prvotnem stanju, če pogledamo, tukaj je izvor zraka. Zdaj bom jaz malo to po svoje opisal. Se pravi, tukaj gre zrak noter, gre sem, gre tukaj čez in zrak je skozi tukaj noter. Kaj se zgodi? Bat je iztegnjen. Zakaj mora biti bat iztegnjen? Bat mora biti iztegnjen zato, ker tukaj zadržuje, da ne bi padlo dol. Ko mi pritisnemo ta gumb, ko mi pritisnemo gumb, kaj se zgodi? Zgodi se to, da v bistvu zrak ne gre več noter, ampak se v bistvu sprosti zrak. Zrak se v bistvu sprosti ven. In pa še zadnja stvar. Zadnja stvar je, narišite ustrezno relejsko krmilje za delovanje naprave. Zdaj, na kak način bi to narisali? Rekli bomo, da imamo tukaj gor je plus, tukaj spodaj dol je minus. Imamo dva v bistvu senzorja. Imamo v bistvu dva ta induktivna senzorja in ta senzorja bomo kar na začetku takoj narisali. Ta dva senzorja bomo takoj narisali, moramo poznati, v bistvu že v sami nalogi je bilo določeno, da gre to za induktivni senzor. Induktivni senzor, se pravi, narišemo simbol. Zdaj simbol je sestavljen ker gre za induktivni senzor, naredimo noter simbol za induktivni senzor. Zdaj, ko rišemo senzor, moramo biti pozorni na to, da je ta del gre na plus, ta del gre na minus, tukaj je pa za signal. In zdaj ta prva narisana, ta predstavlja tip senzorja, druga pa narisana, pač ta simbol pa predstavlja tip delovanja kontakta. Bo v bistvu, če je narisano noter, zdaj, če je narisano noter tole, pomeni, da ko bo senzor zaznal, bo dal logično 1. Če je narisano noter tole, pomeni, da ko bo senzor zaznal, bo dal logično 0. Glih obratno delovanje. Spravi, zdaj ta naš senzor bomo vezali mi na kontaktor, pa bomo rekli temu kontaktorju, v bistvu, ko to je navitje K1, tukaj imamo A1, A2, to je naš, recimo, senzor 1, pa bomo narisali spet isto, pa bomo rekli induktivni senzor, pa bomo rekli, da je to vezano na K2, isto A1, A2, ne, narobe sem narisal. Tole gre direkt na minus. Ja, tole gre direkt na minus. Tole bomo vezali mi na naš, tole bomo vezali A1, A2, sem že študiral naslednji korak, kaj bom naredil, pa sem se zmotil, skratka, tole bomo vezali direkt. Zdaj, če pogledamo tale primer, kaj se to dejansko predstavlja. Mi imamo tukaj dva kontaktorja in zdaj, če bi vzeli tukaj plus napajanje, pa minus, pa če bi vzeli dva stikala, pa rečemo, da je to stikalo K1 pa K2, pa če damo tukaj noč žarnico, kaj se zdaj zgodi? Ko zazna prvi senzor, recimo en del posode, se sklene to stikalo, ko zazna drug senzor, drug del posode, se sklene to stikalo in recimo žarnica se sveti. Pa, če se vrnemo nazaj na našo schemo, v bistvu ne na schemo, ampak na skico, kaj je v bistvu od nas naloga zahtevala. Se pravi, zdaj smo ta del mi naredili. Mi smo zdaj tukaj vezali dva senzorja, da zaznava posoda. Zdaj pa pravi besedilo, da je pogoj, da sta oba senzorja vklopljena in to stikalo ali to stikalo. Kako bomo za to zvezali? Tukaj not sta skrite dve funkcije, tu je funkcija in, tu je pa funkcija ali in to dejansko narišemo zdaj stikali in rečemo, imamo stikalo za vklop S1 in ker pravi besedilo, da lahko vklopimo z S1 ali S2, zdaj bomo tukaj dali še zraven sporedno še S2 in naslednji pogoj, se pravi s tem ali s tem in oba dva ta kontakta morata biti vklopljena, bomo rekli K1
K2. To vse skupaj bomo vezali pa na nov kontaktor K3. In zdaj na ta naš nov kontakt tukajle K3 bomo pa v bistvu gor vezali ta naš proženje za ta, v bistvu za ta naš cilinder. To je to. In zdaj vidimo v bistvu, na kak način smo se lotili naloge. Najprej smo na podlagi besedila smo naredili skico, da smo si stvar lažje predstavljali. Če je skica že bila narisana, smo si na skici recimo označili neke stvari, ko so pomembne, ko nas naloga usmerja, kako jo rešiti. Potem smo naredili priredbeni seznam, da smo vedeli, kaj pomeni katera oznaka, kaj pomeni kaj, a bomo vezali na vhod-izhod, kako je celo ime. Potem smo na podlagi tega naredili pravilnostno tabelo vhodi, leva stran so vedno vhodi, desna stran so izhodi. Potem smo naredili večji diagram, smo minimizirali in na podlagi te minimizacije, ne na podlagi minimizacije, ampak na podlagi nekega zvanja smo naredili še električno, v bistvu pnevmatsko shemo z našim ventilom. Potem pa smo naredili še shemo za vklop z relej.